Lepo pozdravljeni. Po teh dveh lepih slikcah, ki smo jih tukaj na koncu videli, sumim, da me je organizator povabil za to, da celotno občestvo postavim pred kruto realnost, ki je predvsem zelo drugačna od teh dveh lepih slic, ki smo jih zdaj videli. Za začetek mogoče ena taka simpatična, rekel, anekdotični anahronizem, ki se mi včeraj zgodil. Organizator nas je v enem mailu prijazno povabil, včeraj popolne ob 3, se mi zdi, da sem ga dobil, da predavatelji imamo možnost parkiranja pred fakulteto. Zdaj, govorili bomo pa o trajnostnem prometu, tako da trajnostno pa parkiranje ravno mi ni šlo skupaj. Mogoče bi bilo bolj zanimivo, če nam bi organizator ponudil brezplačen prevoz s kolesi, seveda od železniške postaje pa do fakultete, mogoče drugič. Na splošno pa zelo rad prihajam v to mesto, Maribor. Čeprav moram reči, pred mano bi mogel danes govoriti, če profesor Koželj, on bi mogoče veliko več lahko o tem še povedal. Ne vem, če sem jaz glih kompetenten kot tako imenovan staroprometnik. Maribor izredno simpatično mesto, zelo rad prihajam sem, vendar moram reči, da sem opazil ravno danes, ko sem se peljal po Koroški, a je nekoliko zaspal ali pa Ljubljana v bistvu naredila to korak v tem kratkem času naprej. Mogoče, ne vem. Še ena stvar, preden začnem, malo se počutim danes hendikepiranega s to mojo tematiko, ne, vsi sogovorniki današnji in govorniki, tudi ta gospa pred mano iz ministrstva in iz naslova vidim tudi vsi ostali, ki bojo še govorili za mano, se bojo lahko pohvalili s kakšnimi lepimi dosežki oziroma bojo lahko kazali podobne lepe slikce, kot je kazala gospa. Jaz pa nažalost ne bom mogel nič kaj lepega kazati. Namreč tematika je taka, ne, tehnični normativi, če s tem mislimo na slovenske, bi skoraj lahko kar nehal govoriti pa šel. Ker na tem področju se v zadnjih, da ne rečem 20, ampak 15 letih dogajali izjemno malo. Ta zadnjič, ko se je kaj zgodilo, je bilo še pri bivšemu direktorju direkcije, pri Gregorju, ko nas je povabil kolega Tolacija, profesor Koželja in mene, če bi pač še nekako skupaj usedli in pripravili kakšne nove predpise, kakšne nove normative. Takrat smo se odločili, da bomo pripravili dve vrsti normativov, eden bojo za ceste, drugi bo za ruralne oziroma izvenmestne ceste, drugi bo pa za mestne ceste oziroma urbane ceste. Ne. In od takrat naprej, dogovor je bil seveda, da bomo v tej smeri delovali. Midva s kolegom Tolacijem sem bila tako celo entuzijasta, da sva celo hotela reči, da bi celo zastonj to naredili, ne vem, če je Gregor to takrat slišal. Ampak seveda od tistega časa naprej in tega je že kar par let se ni zgodilo nič. Tako da sem jaz danes to svoj prispevek razumel tako, ne, da bom najprej naredil eno inventuro, malo, kaj imamo sploh, ne, kaj nimamo, kaj imamo v predalih in kam naj bi to, po moje seveda, to krenilo. Za začetek moram pohvaliti tistega, ki je v najavi tega simpozijuma napisal tele stavke. Ne. To so kruta dejstva. Ne. Sicer tisti, ki piše z rdečim, ne omogoča in da potrebujemo določeno medstrokovno poenotenje. Mogoče je to še najhujša zadeva, ki nas čaka. Medstrokovno, zanimiva besedica določeno, ne, se pravi, še sam se ni upal napisati kakšno, ne, določeno. Medstrokovno poenotenje, ki je v naši stroki, moram povedati iz zgodovine, ki jo imam že kar nekaj za sabo, izjemno težko. Slišali smo, da je treba nekako spraviti za isto mizo urbaniste, arhitekte, dizajnerje, krajinske arhitekte, pa še mnogo druge strokovnjake in seveda na koncu bom rekel naš, kakor je rekel Boris prej, cestarje oziroma staroprometnike, kakor nas zdaj po ta novem imenujejo. Obstajajo novoprometniki in staroprometniki. Mislim, da je to popolnoma napačna delitev in da obstajamo samo tisti, ki mislimo dobro oblikovati prostor. Kaj imamo?
Imamo zadeve, vse kolegi, kako vidim, da so nad nami tudi projektanti, dobro vejo, na kakšnih osnovah delajo svoje projekte. Delamo projekte, ki so na osnovah predpisov in normativov, ki so stari več kot 20 let. Toliko sem že star, da sem praktično sodeloval pri vseh teh, ki jih imate tukaj s črnim napisanih, tehničnih normativih naše fakultete. To so bili prvi tehnični normativi v povezavi z mestnimi prometnimi površinami, ki niso bili nikoli zakon, ampak so bili, če jih je seveda investitor v projektni nalogi predpisal, da se jih mora projektant držati, potem so bili zakon, drugače pa niso bili. To so bili leta 1979, potem smo jih obnovili leta 1991, po tistem času pa praktično kaj kompleksnega na tem področju ni bilo. Bilo je cel kup nekih tehničnih specifikacij, ki pa je pa, moram povedati, več tehničnih specifikacij je še v predalih, kot pa tistih, ki so zagledale luč sveta. Zbrav, tisti, ki je odgovoren za to, jih nekako ni spravil v promet in nažalost tudi tiste tehnične specifikacije, vseh bom kasneje pokazal, ki so bile narejene, so pač v predalih in so že zdaj, zaradi tega, ker so toliko časa v predalih, že zastarele. Rad bi omenil tudi eno zanimivo publikacijo ali pa učbenik mestne prometne površine, ki je bila narejena na tej fakulteti. Jaz sem bil recenzent in v bistvu kaže že po moje smernice za naprej, kako bi morale te naše tehnične normativi izgledati, predvsem svojo vsebino. Obstaja tudi ena, ne vem, kako če temu reči, en primerek navodil, ki jih je izdala Mestna občina Ljubljana hkrati za svojo prometno politiko. Pravim še enkrat škoda, da ni profesor Koželja. Te normativi seveda so bili delani tako, da jih prometniki niso videli. So seveda narejeni v smeri trajnostnega razvoja prometa, vendar vsebujejo cel kup detajlov, ki so absolutno nekompatibilni, da nam uporabo kakšne druge besede, ki so nekompatibilni z našimi prometniškimi razmišljanji. Vsekakor se pa zavedam, da že na začetku moram povedati, da danes cesta ni izključno več gradbeniški projekt, cesta je multidisciplinarni projekt, cesta ni več povezava med točko A in B, saj določena cesta, ampak je to pač v veliki meri, saj v cestih, to skupni prometni prostor, ki potrebuje drugačne oblike, drugačne pristope, drugačne, bi rekel, drugačne strokovnjake, oziroma sodelovanje med vsemi temi, ki sem prej povedal. Gremo na hitro skozi, najbrž, saj projektanti poznate, tele roza knjige smo imeli včasih rekli, že iz leta 1991, ki so pa seveda še vedno, mislim, da uporabi, saj tudi konec koncev Nemci s svojimi rasi še vedno uporabljajo določene rešitve, ki so še starejše kot tele iz tega leta. Imamo uradni list, pravilnik o projektiranju cest, ki je bil zastarel v tistem trenutku, ko je bil že izdan je bil pa leta 2005, torej veste, med 2005 in 2016 je preteklo toliko let in bi ga bilo seveda treba, no vse o tem smo tudi govorili pri Gregorju takrat, da bi ga bilo treba updatati, vendar kaj dlje od tega, da smo ugotovili, da ga je treba updatati, pa da smo ugotovili, da je zastarel, pa da smo ugotovili, da ni ta prav, da nismo prišli. Jamram kar naprej, ampak pač ne moram pomagati. Se bom nekje ustavil, pa tam nekje proti koncu boste videli. Specifikacije, ki so narejene, ki so potrjene in specifikacije, tlele predvsem imate kolegi iz Maribora veliko zaslug, da so narejene in da so take, kakršne so, in so v redu, za umirjanje prometa, za ne samo organizirana križišča, predvsem krožna križišča, tukaj ste svetovni prvaki v Mariboru, kar se tiče pisanja specifikacij oziroma pravilnikov. No in potem imate, tukaj vidite, piše osnutek, pa imamo celo vrsto specifikacij, ki so bili pripravljene že davnega leta 10, ne bom vseh niti kazal, ki so pač ostale v predalih. Nažalost, ker so, vidite, tale datum 2010, pa danes 2016, pa dejansko se je na mestnih prometnih površinah so se zgodili največje spremembe, tako bi rekel revolucionarne v načinu razmišljanja, kako naj to izgleda, kako naj promet po mestnih prometnicah poteka, komu so namenjene. Se pravi, vse, kar je starejše kot 5 let, to je prazgodovina. In v bistvu moramo začeti praktično na novo. Kolesarske površine, tudi tukaj sem sodeloval, tudi te, nažalost, te so že zastarele, vendar pač v tistem času, ko so nastajale, so bile seveda lahko rečem na evropskem nivoju.
so pa mogoče neki temelji, na katerih bi lahko gradili bodoče naše strokovne papirje. Krožna križišča s spiralnim potekom, no, Tomaža ni več kle, da bi klele malo zajamral, koliko ima tole lepo pripravljen, pa še vedno ni sprejeto. Ena zanimivost, vidite tole, kaj se prodaja na Bolhi. Prodaja se učbenik za mestne prometne površine avtorja kolega Renčel, tam nekje sedi, pa kolega Tolaci. Lahko ga kupite za 5 evrov. Je pa izjemno dobra podlaga za recimo nadaljne razmišljanje o tem, kaj moramo narediti v zvezi z specifikacijami ali pa kakršnokoli pač strokovnimi podlagami. Vidite vsebino, ta vsebina vsebuje vse tiste zadeve, ki jih moramo v bistvu obravnavati v bodoče. Ker sem bil recenzent, zelo dobro poznam pravim to in moja ideja takrat je bila kolegu Dolaciju, Tomažu sem predlagal in Marku Renčlu, da bi v bistvu to zadevo nadgradila v ene tehnične predpise za mestne prometne površine. Vendar pravim, pred leti je to ostalo na teh dogovorih. V Ljubljani imamo to, kar sem že prej omenil, mestna občina Ljubljana je izdala en približek tehničnim normativom za urejanje cest v Ljubljani, ki pravim potrebuje kar precej tole na slikce, že iz te slikce lahko hitro vidite, da so tam pasovi neke čudne številke, pač nekdo je prevajal iz ameriških normativov, pa se veste, tam so inči in pol ni mogel priti čisto take lepe številke. Skratka, je pa, ne bom rekel, je dobra osnova, ki bi bilo treba pač nadgraditi, dopolniti in, sem rekel, skombinirati s tistim prej, kar sem prej pokazal, ker je v Mariboru že nastalo. Več ali manj vsi naši projektanti se naslanjajo na tele nemške smernice, ki jih poznate, najbrž tudi vsi ostali, Rast, RAL, ki ne doživlja prav velikih sprememb skozi leta, ampak določene pa, vseeno, pogledajte, klele vam za primer kažem, RAL 12 je določeno rešitev, ki imamo mi še vedno v naših predpisih, seveda zato, ker naši predpisi niso doživeli spremembe, določena rešitev, ki je bila običajna, so jo pač z novim s tem predpisom leta 2012 ukinili. Gre pa za vključevanje pasu za leve zavijalce, ki je po določenim pogoji bil možen ga tudi ne narediti. To je pri nas še vedno možno. Vidite, da nemški predpisi to prepovedujejo. Ravno tako velja tudi za desne zavijalce. Na kaj se še zelo veliko naši projektanti, pa tudi konec koncev sam, ko razmišljam o teh zadevah, na kaj se še naslanjam, to so predvsem nizozemskih predpisi. Najbrž vsi poznate krov in pa določeni road safety manuali, skratka tukaj noter je veliko znanja, predvsem pa veliko izkušenj, seveda držav, ki imajo mnogo večjo tradicijo na tem področju, predvsem pa tradicijo na teh zadevah, o katerih danes govorimo, skratka ko govorimo o trajnostnem načrtovanju prometa. Zdaj pa je nastopila nova era in nastopila je pač veliko mehna revolucija, ki jo je začel tale gospod profesor Gel iz Kopenhagna, predvsem pa s tole knjigo, ki jo tukaj vidite. Več ali manj, veliko, ko hodim po Ameriki, po kongresih in poslušam predavanja, pa tudi po Evropi, več ali manj ugotavljam, da so vsa ukorenine vseh teh razmišljanj izhajajo iz njegovih filozofskih pristopov, bi rekel, skoraj filozofski, čeprav je arhitekt. Profesor Gel je začel neko gibanje, ki se je potem nadaljevalo naprej v gibanje, ki se imenuje novi urbanizem. Tukaj vidite dva začetnika, najbrž vsi poznate Jane Jacobs, ki sicer ni bila naše stroke, ampak je bila gospa, ki je imela veliko časa in je veliko se sprehajala po mestu in je se zapisovala pripombe, zakaj pač to mesto ni všeč ali pa zakaj je všeč. Iz teh njenih pripomb je nastala knjiga, zelo znana v Ameriki, pa tudi pri nas. In to je bil nastavek teh razmišljanj o tem, kako morajo mestne prometne površine izgledati, da so prijazne človeku. Njen naslednik oziroma njen nadaljevalec teh razmišljanj je bil gospod John Norquist. O njem sem tudi govoril v Chicagu, bil je tudi med drugim 16 let župan mesta Milwaukee in on je bil prvi, ki je v nekem ameriškem mestu porušil neko cesto. To je bila za Amerikance absolutna revolucija. Porušil je cesto, zato ker je rekel, da je pač bo tam naredil park oziroma sprehajališče in pravzaprav je rekel, ko sva govorila, pravzaprav mi nici sploh ni zanimalo, kam bo šel tisti promet, ki je bil prej na tej cesti. To je zanimiv podatek.
danes je šefica novega urbanizma gospa Lynn Richards, ki nadaljuje to tradicijo, ki je začela Jane Jacobs, skratka nadaljuje to na ta način razmišljanja, o katerem pač danes govorimo. Govorijo o trajnostnem reševanju problemov prometa v mestih. Tole je ta knjiga, ki lahko dobite tudi na internetu, tukaj so veliko postavljeni vsi temelji in že tako nekje v detalje, kako na novo razmišljati, kako na novo govoriti o tem, kako morajo pač mestne prometne površine izgledati. Amerikanci praktiki so celotno področje razdelili na 7 površin, na 7 con in v vsaki coni so začeli predpisovati, kaj lahko kot pač projektanti v določenih projektih, ki jih delamo, kakšne določene tehnične elemente si lahko privoščimo. Tako daleč so šli celo, da so, kot tukaj vidite, da so celo širine cest nekako povezali z gabariti hiš. Ne govorimo zdaj samo, skratka, ne govorimo samo o prometno-tehničnih rešitvah, ampak govorimo o rešitvah, ki imajo drugačen izgled in ki v bistvu že psihološko vplivajo, zdaj bo šel profesor Koželj, ki bi mogel biti že pred mano, ki psihološko vplivajo na voznike, da se pač vozijo počasi, brez kakršnih dodatnih znakov, brez kakršnih dodatnih pripovedi. V tej knjigi boste našli razdelitev cest, ki je zelo simpel, samo 4 različne ceste so postavili, začeli so pri Aveniji, oziroma začeli so pri Bulevarju, Avenija, ulica in pa neka dostopna cesta. Vsa celotna filozofija mestnih prometnih površin se nekako spravi na ta imenovalec teh 4 različnih mestnih površin. Naprej še ena filozofija, ki jo bomo mogli upoštevati, vsekakor, ko bomo delali nove predpise, je filozofija, ki se imenuje Rethinking Streets, to je profesor Jacofano iz San Francisca, iz Berkeleyja, s svojim asistentom. Bil sem na njegovi delavnici, ko nas je zelo, bi rekel, na en tak zvit, prefinjen način prepričeval, kako so pač rešitve, ki so všeč povprečnemu človeku mnogo boljše, kot kakšne druge, take, kot smo jih pač včasih delali, tako deterministično, ko smo pač gledali samo na propustnost in gledali, kako bojo križišča pač narejena tako, da bodo spravljale čim več prometa. No, on je celotno filozofijo gradil na tehle par detajlih, ki jih potem projektant pač glede na njegove sposobnosti nekako inkorporira v svoje projekte. To je tudi zametek, oziroma zametek, en način od tistih rešitev, ko govorimo o njem kot o shared space oziroma o skupnem prostoru. Zdaj sem se spomnil, ko je prišel profesor Koželj, v Ljubljani smo imeli problem, ker shared space ni v naših predpisih. Še ga imamo? Še imamo ta problem? Ja. Ampak što se potem, če bi hoteli narediti pravilnik, kako se shared space projektira, ga sploh ne moramo narediti, ker edino pravilo pri shared spaceu je, da ni pravil. Sprav, pri shared spaceu mora projektant, načrtovalec uporabiti vso svojo domišljijo, seveda mora imeti na voljo dovolj denarja, da uporablja, ne vem, bogate, lepe materiale in da potem te zadeve z določenimi, kakor vidite, detalji spravi skupaj. Prav, shared space se da predpisati s predpisi. Shared space je samo filozofija urejanja prometa. Kaj sem še srečal po Ameriki, kar bi jaz dal tudi v naše predpise, zelo zanimiva stvar, rečejo context sensitive solutions, kar pomeni, to so rešitve, ki so prilagojene obstoječemu stanju. Vi, predvsem projektanti, dobro veste, da če hočete spraviti en projekt v življenje, pa nimate dovolj prostora, ker predvsem na mestnih površinah imate zmer težave, ker pač nimate prostora ne za pravo širino voznih pasov, ne za širino kolesarskih površin, ne za širino peš površin.
In potem imamo težave, seveda imamo en famozni 9. člen, ne vem, 5. alineja, kjer piše, da lahko župan da odpoved oziroma odpustek projektantu, da mu ni treba se držati pravil, ne, ampak po moje je to popolnoma zgrešeno. Amerikanci imajo to popolnoma drugače narejeno. Pri njih je projektant odgovoren za določene rešitve in projektant v projektu dokaže, da pač drugače ni šlo in da to, kar je naredil, da je absolutno pravilno in prometno varno. Tole sem večkrat poslušal, se mi zdi, da je zelo zanimiva ugotovitev. Ne pustite modelu prometnemu, da vam predpisuje širino cest, ampak vi predpišite širino cest, pa potem naj model zračuna, kje so problemi, pa jih potem rešujte. Filozofija obrnjena na glavo. Saj, kar se tiče teh mestnih prometnih površin, kjer govorimo o skupnem prostoru, je ta zadeva primarna. V najnovejše zadeve, kar se tiče urejanja mestnih prometnih površin, so tele izdaja National Association of City Transportation Officials, oziroma kratka NACTO, to je zveza ameriških, bi rekel, urejevalcev prometa po mestih. Tole je recimo ena knjiga, ki mislim, da bi mogla biti tudi vodilo za nas, Urban Street Design Guide, noter je vsa ta filozofija, o kateri sem zdaj govoril, pa vključno z detajli, vključno tudi z določenimi tehničnimi elementi, ki so dost natančno specificirani. To je gospa Janet Sadik-Khan, bila je šefica prometa v New Yorku pri bivšem županu Bloombergu in ona je v bistvu dosegla to, da se je, seveda bila je tudi študentka od profesor Gela, da se je začel Manhattan pač rihtati po teh novih smernicah, prepričala je župana, da so najprej 7. avenijo zrihtali, potem so imeli seveda ta pravi referendum na Manhattanu in so se vsi odločili, meni se zdi 80% prebivalci, da jim je ta način urejanja mesta všeč, 7. avenije, in potem je nastopila seveda cel program, ki traja še danes, sprememb Manhattana na ta nov izgled, ki je človeku bolj prijazen. Naslednja stvar, izide v oktobru 2016, delam reklamo za njih, Global Street Design Guide, ki bo zadeve še poglobila v tej smeri. Bom malo šlo hitreje. In pravkar je šlo Transit Street Design Guide, ki je pa namenjen izključno samo mestnemu javnemu prometu oziroma urejanju tega prometa na vseh možnih področjih. Še eno gibanje, ki se mi zdi pomembno, in ga bomo mogli vsekakor tudi pri nas nekako upoštevati, complete streets ali popolne ceste, se to ni nič novega v bistvu, to mi vse vemo, ampak mogoče ne znamo tako povedati, kaj znajo oni. Complete streets so ceste, ki vsebujejo varne, udobne, prijazne do vsakega uporabnika prostora. Ne sam zdaj za eno skupino ali drugo, ampak do vseh. In s tem mislim tudi do osebnega motornega prometa, da ne bi kdo mislil, da je ta izključen. Ni izključen. Vsi se tukaj nahajamo. Kako naprej? To so zdaj pa moja, rekel, čisto osebna razmišljanja. Vem, da pač bomo nekaj mogli narediti v zvezi s temi našimi predpisi. Kaj bi jaz, recimo, tistim, ki bodo to delali, svetoval na hitrco? Prva dilema je tukaj, prometna propustnost ali dostopnost. Namreč, tako bom rekel, hardcore reševanje pa softcore reševanje, recimo, če bi temu tako lahko rekel. Tam, kjer prevladuje prometna propustnost oziroma kjer moramo zagotoviti prometno propustnost, seveda so te rešitve popolnoma drugačne kot tam, kjer zagotavljamo dostopnost. Zdaj, osnovno vprašanje pa je, kje pa je zdaj to? Ja, tega se še nismo čisto zmenili, ampak glede na kategorizacijo cest bi bilo to mogoče, vam bom na koncu pokazal, že nekako na obzorju že malo jasno, kje se lahko prvošimo takšne in drugačne rešitve. Kažem Ljubljano, ker mogoče mi je najlažje to povedati. V Ljubljani smo sklenili tale notranji obroč, ko ga vidite, tele zelene pikce so Fabijanijev most in ko smo to zadevo sklenili, so nastopili pogoji za bi rekel, mogoče je malo prehuda beseda, če recimo eksperimente, ampak za te nove rešitve znotraj tega ringa, in v Ljubljani se to dogaja.
V Ljubljani se to pospešeno dogaja. Konkretno recimo Maribor pa ne. Danes sem se peljal po Koroški cesti, ki ima enih 6 tegelcev tam z drevesi desno, pa en znak, ki piše, da je to eksperimentalna ureditev, kaj dosti drugega nisem videl. Vem pa, da so bili poskusi, da bi bila ta zadeva drugačna in videl sem tudi ene rešitve in v bistvu ne razumem, zakaj se tle ni nič zgodilo. V Ljubljani, kot bo profesor Koželj kasneje povedal, se je zgodilo se je veliko in ljudje so pač zadovoljni. Tole sem si sposodil z enega ameriškega čajtnika, se zapisa, Buffalo, znano ameriško mesto, ki je sprejelo trajnostno prometno politiko in s tem plakatom nekako dela reklamo, kaj se bo zgodilo. Dajmo stran, tole stara cesta piše decades of mistakes, desetletja napak zrolimo stran in razmišljamo na novo. Bom šel zdaj nekaj bolj konkretno še v posamezne, bi rekel, elemente mestnih prometnih površin križišča. Tole sem vzel iz ene od ameriških tistih knjig, ki sem jih prej kazal. Bodočnost, ne takole križišče, ampak takole križišče, se pravi kompaktno križišče. Govorim spet o cestah, kjer si pač to lahko privoščimo. Na dostopnih cestah lahko delamo take rešitve. Naslednja zadeva, kolesarske površine, najbrž poznate tale priročnik iz leta 2012, ki je seveda že tudi zastarel, boh pomagi, ampak je pač neka dobra osnova, vsem mislim, da je. Pri kolesarjih mislim, da je pomembno naslednje dejstvo. Dolga leta sem se ukvarjal s kolesarji, tako da poznam tudi njihovo filozofijo. Ampak všeč mi je tale misel tegale, meni se zdi, da je to en celo neko visoko mesto ima v svetovni kolesarski hierarhiji ta gospod in on je rekel eno stvar, ki mislim, da je zelo pomembna. Ko delamo površine za kolesarje, jih moramo projektirati za tiste kolesarje, ki danes še ne kolesarijo. Razumete? Ne za tiste, ki že kolesarijo, kot tisti so že toliko koražni, da se upajo po teh površinah, ki so kakršne so. Tipičen primer je Ljubljana. V Ljubljani imamo približno, ne vem, več ali manj 10% dnevnih potovanj s kolesi, mogoče malo več, ker je lepo vreme. Imamo pa potencial v vseh študijah, ki jih jaz poznam, za več kot 20% dnevnih potovanj s kolesi. Sprav 10% ljudi bi šlo na kolo, ampak pač ne gre, zato ker jih pač nekaj mot. Kaj jih pa mot? Ja, cel kup stvari. Sprav, če jih hočemo dobiti na kolo, tistih 10%, potem jih moramo poslušati in potem jih moramo projektirati pravno še enkrat za tiste, ki ne kolesarijo. Najbrž tega gospoda poznate tudi, to je tudi en velik agitator kolesarstva, Mikael Colville Anderson. On ima eno zanimivo, tole mi je všeč, tale njegova prognoza prometa, kakšna bi morala biti, da je pač prijazna ranljivim udeležencem, se pravi, kolesarjem in pešcem bi morali nuditi čim ugodnejše pogoje in seveda vsem ostalim, vidite, kakšne pogoje bi nudil osebnemu motornemu prometu. Sicer ga ne bi prepovedal, ampak naredil bi ga tako bi ga otežkočil, da bi se marsikdo pač premislil, da se vozi s svojim avtom. Pri kolesarstvu moram v bistvu povedati še eno, ko se moram posuditi s pepelom, tudi jaz sem bil tukaj zraven. Namreč več kot 40 let smo uporabljali napačno tale diagram, ali kako bi temu rekel, o potrebi podaljševanju kolesarskih površin. Sicer ta diagram, ki je bil v naših predpisih več kot 50 let, je bil tak, da je bil od spodaj število motornih vozil, zgoraj je bil pa število kolesarjev. In smo rekli, ok, toliko kolesarjev, toliko vozil, rabimo ali ne rabimo. Absolutno narobe, ker kolesarjev ni zato, ker nimajo svojih površin. Kratka, ko govorimo o potrebi po kolesarskih površinah, sploh ne smemo imeti tegale obstoječih kolesarjev, tega podatka nas sploh ne zanima. Mi moramo kolesarske površine delati vedno. In kakšno kolesarsko površino delamo je odvisno samo od tega, koliko vozil imamo, pa koliko se hitre vozila vozijo, da zagotovimo seveda prometno varnost. Zato mi je pač tale krov diagram mnogo bolj všeč. Všeč mi je tudi tale, lejte ga, za nalaž ga kažem, zato ker je tako medlo narisan, ker pomeni, niso meje tako ostre, ampak se mora spet, bom rekel, projektant, načrtovalec sam odločiti, če je blizu te meje,
zakaj se bo odločil. Ni treba, da sprašuje župana, a lahko ali ne, ampak pač bo on to strokovno opredelil in bo tudi za tem stal. Od tistih 10% kolesarjev, ki še danes kolo uporabljajo, večkrat dobivamo očitke, da se določenih rešitev ne upamo delati. Seveda je treba povedati, velja tudi za ostale zadeve pri projektiranju, pri načrtovanju. Mi se določenih stvari pač v Sloveniji ne upamo narediti, zato ker je naša prometna varnost v Sloveniji toliko slabša v primerjavi s tistimi državami, ki se to upajo narediti. Zdaj, marsikdo bo rekel, da to ni ta prav pristop. Čeprav, če bomo tako naprej razmišljali, pa nam nikoli nič novega imeli. To je tudi res. Tako da tle je dilema. Tudi 20 let nazaj, ko smo prvo krožno križišče v Ljubljani delali, smo tudi si rekli, se bojo sploh znali ljudje voziti po tem krožnem križišču. Zdaj, ko imamo problem v Škofljici z reverzibilno cesto, pravijo, raj ne delati, zato, ker ne vem, če se bojo slovenski vozniki znali voziti po reverzibilnih cestah, ker to je en čas v eno smer, drug čas v drugo smer. Vas vprašam, a se upamo narediti takole rešitev, kot jo imajo recimo klele, mesecite v Bruslu. Oziroma v nemških predpisih je natančno že tole vse zrisano. Kolesar se pripelje najprej prekraj, prečka celotno širino in se postavi tukaj nekje vmes in čaka recimo med dvema šleperjema, da bo zavil levo. A se to upamo narediti pri nas? V tem bomo seveda mogli razmisliti, ko bomo delali nove predpise. Ali je bolj delati ločene kolesarske ali ne. Tukaj imamo eno nizozemsko študijo ali dansko, ki pravi, da če so kolesarske steze ločene, da dobijo 37% dodatnih kolesarjev, če niso ločene samo 5%, če so samo pofarbane. Tudi o tem se bomo mogli pogovarjati in tudi o tem bomo mogli kakšno stvar reči. Peš promet, ne vem, če poznate tale diagramček. Ta diagramček je v tisti specifikaciji, ki je ostala v predalu. Diagram kaže na to, hoče seveda pokazati to, za kakšen način prehoda za pešce se bomo odločili. Se bomo odločili brez prehoda, ali zaznamovan prehod, ali izvennivojski, se niti ni važen. Skozi to filozofijo bi rad pokazal nemško, ki se mi zdi mnogo bolj prijazna oziroma mnogo bolj napredna. Recimo za isti primer, oni imajo pa takle diagram. Tak diagram, ki ponuja več rešitev. Vidite, 1, 2, 3, 4, ali pa kombinacijo. Se pravi, mi včasih hočemo z našimi predpisi preveč natančno definirati določene rešitve in ne pustimo projektantu in načrtovalcu, katerega matramo 5 ali 6 let na faksu, mora narediti danes že 2 diplomi, pa mora narediti še magisterij, ne vem koga. Mu ne zaupamo to, da bi se on sam odločil, ampak mu damo tisti 9. člen, 5 alineja, ki mu lahko župan ali pa